Zdaj je Iran imenoval veterana trde linije Mohsena Rezaja za vodjo najvišjega državnega varnostnega organa. Nekdanji poveljnik revolucionarne garde bo pomagal oblikovati iransko vojaško varnost in zunanjo politiko, ter bo ključni svetovalec vrhovnemu voditelju Mujtabi Hameneju. To imenovanje krepi vpliv garde v državi, saj Iran ostaja v sporu z Združenimi državami in se sooča s ključnimi odločitvami glede Hormuške ožine. Ta poteza nakazuje, da Teheran utrjuje nadzor trde linije in se ne obrača v bolj zmerno smer. In zdaj, da bi nam pomagala razložiti to, se nam pridružuje Negar Moštadeh, novinarka pri Iran International in voditeljica podcast serije Eye for Iran. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Povejte nam, kdo je Mohsen Rezaji in ali ta imenovanje dejansko povečuje vpliv garde pri odločitvah ali pa samo formalizira moč, ki je bila že prisotna. Najlepša hvala za uvod. Tako kot ste omenili v svojem poročilu, je bil Mohsen Rezaji več let poveljnik IRGC, še posebej med iransko-iraško vojno, ki so jo imenovali Sveta obramba. Veste, to tudi kaže na nadaljnjo sekuritizacijo in militarizacijo Islamske republike na račun duhovniškega establishmenta. A ne samo to, drugi pomemben dejavnik je dejstvo, da tukaj ni nobenega prehoda na morda mlajšo generacijo celo revolucionarne garde. To v resnici še bolj utrjuje stare garde, če lahko tako rečem. To nam tudi pove, v katero smer bo iranski režim šel glede Hormuške ožine, kot ste omenili v svojem poročilu. Mohsen Rezaji je dejal, da je nadzor nad Hormuško ožino pomembnejši kot ducate atomskih bomb. Torej ima varnostni svet ogromno, ključna vloga glede varnosti države in zunanje politike. Mohsen Rezaji je zagotovo zelo revolucionaren, zelo ideološki. Ampak veste, nekateri menijo tudi, da bi morda želeli imeti nekakšen izpogajan dogovor in če ga bodo imeli, če imajo nekoga, ki ga trda linija dejansko spoštuje, bi lahko ta oseba to prodala bolje kot drugi iz bolj zmerno reformistične frakcije, ki tega ne bi mogli. In morda bi lahko tako rekoč zaključil razpravo. To je res zanimiva točka, ker nekako nasprotuje tistemu, kar bi se zdelo kot najbolj preprost razlog. Pa vendar, ali to imenovanje pove kaj več o strategiji Teherana, ko gre za priprave na nadaljnje soočenje, ali za krepitev svojega položaja pred morebitnimi pogajanji? No, lahko bi šlo v katerokoli smer, lahko bi pomenilo, da poskuša ta dogovor prodati tej trdolinijski bazi. Kajti, ko je imel Hamenej svojo procesijo, so bili nekateri trdolinijski krogi znotraj iranske javnosti, pravzaprav ne samo znotraj režima, ki so vzklikali smrt Adolfu Čiju, zunanjemu ministru, ko se je peljal mimo na motorju. Tako da je to ena teorija. Lahko pa tudi pomeni, da se pripravljajo na izčrpavalno vojno. In morda tudi, kot ste poudarili svojo novinarko v Washingtonu DC, da tukaj ne bo dogovora, da Američani samo pridobivajo čas, da bodo prišle predvolitve. Vse to bomo znova obravnavali. Torej se morda pripravljajo, dobro vedoč, kakšni so lahko nameni Združenih držav in tudi iranskega režima, ki resnično ne želijo izgubiti nadzora nad Hormuško ožino, kar je ironično, saj pred vojno pravzaprav tudi niso imeli popolnega nadzora. Ena zanimiva dimenzija, ki je še nismo omenili, je dejstvo, da je Rezaji dejansko podpiral Kalibafa med predsedniškimi volitvami leta 2024 in ni podpiral tako imenovanega ultrakonzervativca Džalilija, ki je bil glavni tekmec trenutnemu predsedniku Masudu Pezeškijanu. Torej, tam je zanimiva politična dimenzija. Ampak, če to postavimo na stran, ali lahko dve pomembni osebnosti, kot sta Kalibaf in Rezaji, uravnotežita drug drugega, ali se bosta spopadla. Na koncu dneva, moški, kot sta ona dva, si na koncu želijo postati kralj. Prav, in omenili ste, da bi to lahko šlo bodisi v smer več pogovorov, ali pa v bistvu v popolnoma nasprotno smer. Ampak, če bomo videli, da to vpliva na pogovore z ZDA, kako bi lahko videli spremembe ali vpliv takega človeka za mizo?
No, bolj se nagibam k mnenju, da to pomeni, da zagotovo ne bodo opustili nadzora nad Hormuško ožino, da bo zagotovo prišlo do še večje utrditve IRGC, spet stran od duhovniške baze, stran od kakršnihkoli reformističnih frakcij in stran od politične mladine ali prihajajočih sprememb znotraj samega IRGC. Torej, resnično poskušajo utrditi svojo moč tukaj. In to mi kaže, da mislim, da ne bodo sklepali nobenih kompromisov, čeprav bi lahko šlo tudi drugače. Ampak res, dejstvo, da imajo vojaško figuro, kakršna je ta, nakazuje, da se Iran verjetno pripravlja na možnost novih vojaških spopadov, ko pridejo pred volitve. Prav, Negar Moštadeh, najlepša hvala, da ste se nam pridružili v tem prenosu. Z veseljem.